Živel na vlogu, mi smo danes že na poti naprej. Danes se bomo v bistvu nekje do sredine doline peljali proti zahodu. Ta dolina je med Atlasom in Anti-Atlasom. Pa se bomo pa tam odcepili verjetno proti jugu v Anti-Atlas. Sicer to še ne bo danes bomo še v tej dolini nekje prespali, ampak v prihodnjih dneh pa. Ta dolina je znana, da marsikaj pridelujejo, zato ker je zelo ugodno podnebje. In na tem področju, kjer smo zdaj, smo se peljali mimo ful veliko njiv stročjega fižola. In slučajno sva videla, da so ga glih pobirali, pa sva se ustavila in vprašala, če nam ga malo prodajo. In so bili ful prijazni. Takoj so začeli v tole vrečko pakirati, oziroma prvo so nama hoteli dati celo gajbo, potem pa v tole vrečko. In ko so hotela plačati, so rekli, da ni treba, da to nama kar dajo, da pač ni problema. Tako da sva končno malo spet začutila prave prijazne Maročane, ki naju ne vidijo samo kot vrečo denarja. Danes nadaljujemo pot do enega mesteca Taroudant, mislim, da se imenuje. Znan je kot mali Marakeš, pa ne bi bil kar lep. Pa ja, majhen je, tako da bomo se samo malo sprehodili po tržnici spet in ja, to je to. Ja, zmanjkalo nam je mete, tako da moramo novo kupiti. Taroudant, ki ga nekateri imenujejo Mali Marakeš, je pravi biser v osrčju južnega Maroka. Sredi mogočnih zidov, ki obdajajo to mesto, se razprostira bogata zgodovinska in kulturna dediščina. Mesto je bilo trgovsko središče že v antiki, saj so se tu srečevale trgovske karavane, ki so preko južnih puščavskih poti potovale proti severu. To je prispevalo k raznolikosti kultur, ki so se prepletale v tem mestu. Mogočno obzidje, ki danes obdaja Taroudant, so zgradili Berberi v 16. stoletju ter tako ustvarili utrdbo, ki je bila ključnega pomena za obrambo in trgovino. Le 2 stoletji kasneje je mesto postalo prestolnica neodvisne države pod vodstvom dinastije Sadi. Le ta je kasneje kraljevi sedež prenesla v Marakeš, od tod tudi podobnost med mesti. Zdajle sva se peljala ven iz mesta in sva zapeljala čez eno špico, tako da je počela guma. Zdaj jo moram zamenjati, sicer stojiva sredi ceste, ampak ja, nimamo kaj.
guma je zamenjana in vse se je zgodilo v kar hitrem času. V bistvu, takoj, ko sva začela popravljati, oziroma ko je Rok dol dajal rezervno gumo, sta se že dva pripeljala, oziroma eden je prišel peš, en domačin, ta drug se je pa mimo peljal z nekim bagerjem. V glavnem, tako sta začela pomagati do te mere, da v bistvu Rok ni imel več za delati, ker sta se padla, ker takoj vlegla spodaj in začela delati, tako da Rok se je sam štulil zraven, da bi tudi on kaj delal. Tako da ja, je bila kar zelo hitro zamenjana. V vmesnem času jaz itak nisem imela nič za početi, tako da sem šla nazaj pogledati, kaj je sploh to prevodil gumo. Jaz sem sicer videla, da je nekaj na tleh tako, pač neke take oblike, ki je imel ven špico, tako da sem vedela, kaj iskati. Ampak ja, sem videla v toliko hitrem času, da nisem uspela še Roku reči, da naj stran odbije, ko je že pač se slišala, da je guma počla. V glavnem sem našla, stvar je bila to, pa je to bremza od kolesa. In ja, zato smo prebili gumo. Ta vijak tako nerodno ven štrli, da je glih prebodel bok gume. Je pa bolj tudi takoj ta gospod, ki ni bil z bagrom, ampak je bil peš domačin, je rekel, da lahko gre z nama 2 kilometra naprej do mesta, kjer je vulkanizer in da to lahko popravijo. Tako da zdaj so zaflikali, dala so za to flikanje 5 evrov temu vulkanizerju samo. Sicer pa je to zdaj kot rezerva je v redu, ampak pa je, ko enkrat začneš voziti, je za približen en mesec v redu, pa ni več čisto zanesljivo. Tako da probala bo vsem nekje dobiti orang novo gumo, ampak ja, je pa vsaj zdaj za ta čas, dokler ne najdeva prave nove, bo ta v redu. Ampak tudi ta gospod tukaj spet, ki smo se pripeljali k vulkanizerju, še prej sem jaz dobro ustavil, je bil on že spet spodaj pod kemperjem, da je odmontiral to gumo rezervno in pol je tudi nazaj namontiral in me sploh ni dovolil pomagati, tako da res so najo ker malo pod okrilje vzeli, tako da pa so še temu gospodu dala 5 evrov, tako da 5 evrov za popravilo, 5 evrov temu gospodu. Jaz mislim, da v Evropi ne bi za 10 evrov naj vulkanizer niti pogledal, kaj še da kaj popravil. Ja, tako da ja, konec dober, vse dober, zdaj moramo edin sam še novo gumo takšno najti, kakor jo imamo, upajmo, da jo najdemo. To bo še najbolj zoperen del, drugače pa zgodba za stare dni, sicer bo draga, ampak čez nekaj let več te evri ne bojo boleli, bo sam še zgodba ostala. Včeraj zvečer smo potem prispeli do obronkov Anti-Atlasa, danes bomo pa se zares zapeljali v to malo nižje gorovje. Se že kar veselimo zaradi tega, ker je bilo v tej dolini med visokim Atlasom in tem srednjim Atlasom ful vroče, čez 30 stopinj, tako da je bilo tudi spati kar malo že zoperno. Sicer pa noč še dosti hladino, ampak ja, na splošno je res vroče. Tako da se že veselimo spet biti malo višji.
najdeli en kar v redu plac z lepim razgledom na te plastovite hribe. Zaenkrat nama je Anti-Atlas zato ful všeč, ker je res tak surov, pa ful zanimiv, no. Ja, pa malo nižji od Atlasa, tako da je tudi malo bolj toplo, kakor je bilo tam, ampak še zmeraj bolj hladno, kakor je bilo v dolini med obema hribovema, tako da je v bistvu res prav fajn. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo naslednjo. Ja.